Policija pogosto uporablja posnetke varnostnih kamer za izsleditev kriminalcev in pomoč pri reševanju skrivnosti. Lahko se uporablja za prepoznavanje novih osumljencev ali za dokazovanje krivde nekoga, ki je že osumljen kaznivega dejanja. V mnogih primerih so ti ključni dokazi tisti, ki omogočijo uspeh primera na sojenju. Številka 10. Leta 2021 sta policiji v Sydneyju pri iskanju storilcev ugrabitve zaradi odkupnine pomagala fotografija poslana ob zahtevi za odkupnino in posnetki varnostnih kamer. Preprost komplet pižame je bil namig, ki je bil potreben za izsleditev kriminalcev, odgovornih za ugrabitev Michaela Haddada. Preizkušnja se je začela malo po poldnevu 24. oktobra leta 2020. Tistega jutra je neznan bel kombi zapeljal v podzemno garažo stanovanjskega kompleksa v Rideau, kjer je živel Michael. Tam je čakal, dokler Michael ni vstopil v garažo malo po 12. uri. Trije moški z maskami so nato zgrabili Michaela in ga nasilno potisnili v kombi. Kombi so kasneje ujeli na varnostnih kamerah, ko je zapuščal območje, ne da bi za seboj pustil kakršnekoli znake, da je bilo kaj narobe. Šele več kot 7 ur kasneje so Michaelovo družino prvič kontaktirali ugrabitelji. Kriminalci so uporabili šifriran telefon za pošiljanje sporočil in zahtevali $5 milijonov odkupnine. Ob 8. zvečer ugrabitelji so poslali fotografski dokaz, da imajo Michaela. Na fotografiji je sedel na tleh prazne sobe, z lepilnim trakom čez oči ter zvezanimi rokami in nogami. Naslednje jutro so poslali še eno fotografijo kot dokaz, da je živ. Na tej fotografiji je zdaj nosil preprosto pižamo. Odkupnina je bila postopoma znižana na 2 milijona, ki naj bi jih plačali v obrokih po $500,000. Michael je bil nečak Johna Ibrahima, nekdanjega lastnika nočnega kluba in človeka, za katerega je policija trdila, da je pomembna figura organiziranega kriminala, skupaj z drugimi člani družine Ibrahim. V novinarskem poročanju o dogodku je policija izjavila, da ni dokazov, da bi bil kdo iz družine Ibrahim vpleten v načrt ugrabitve. Toda te domnevne povezave z organiziranim kriminalom so pojasnile, zakaj so ugrabitelji za tarčo izbrali Michaela. 27. oktobra so Michaela izpustili na majhnem parkirišču v drugem predmestju Sydneyja. Še vedno je imel oči prilepljene s trakom, zato svojih ugrabiteljev ni videl. Našel ga je mimo idoči in ga odpeljal v bolnišnico. Šele potem, ko je bil Michael izpuščen, so se začeli pozivi za informacije. Policija je imela posnetke varnostnih kamer iz stanovanjskega kompleksa, ki so prikazovali prihod in odhod kombija. Kombi je imel lažne registrske tablice, vendar je imel eno prepoznavno značilnost. Na vetrobranskem steklu je bila vidna nalepka R.M. Williams Longhorn. Posnetek je bil razkrit javnosti, ko je policija prosila za informacije, vendar je najboljšo sled ponudil še neobjavljen posnetek varnostne kamere. Pižama, ki je bila vidna na drugi fotografiji za odkupnino, ni pripadala Michaelu. Policija je sklepala, da so mu jih morali ugrabitelji dali, da bi v njih spal. Ugotovili so, da so jih prodajali v trgovini Kmart, zato je policija stopila v stik s sedežem trgovine za kakršnekoli informacije o komerkoli, ki je kupil takšen komplet. Ugotovili so, da je bil v celotnem Novem Južnem Walesu le en gotovinski nakup tega določenega kompleta pižame. Nakup je bil opravljen v Marylandu ob 8:25 zvečer, na dan, ko je bil Michael ugrabljen. Policija je nato uspela pridobiti posnetke varnostnih kamer iz tistega Kmarta, kjer so kamere ujele Shadija Lozija in Zuhaiba Jazada pri nakupu teh predmetov. Drugi posnetki varnostnih kamer, posneti dan pred ugrabitvijo, so pokazali, da je Lozi kupoval nalepko Longhorn. Medtem ko je policija preiskovala oba moška, je njihovo pozornost pritegnil še tretji. Postalo je jasno, da je bil v zaroto upleten tudi moški po imenu Ahmed Bamar. Policija je vdrla v njegovo stanovanje in odkrila prostore, ki so se popolnoma ujemali z mesti, kjer so bile posnete fotografije za odkupnino. Vsi trije so bili aretirani in so na koncu priznali krivdo za svojo vlogo pri ugrabitvi. Številka 9. Ko je Natalie Belmont izginila, je bila policija takoj sumničava do osebe, ki jo je prijavila kot pogrešano. Ni trajalo dolgo, preden so varnostne kamere zagotovile dokaze, ki so potrdili sum. Natalie je bila prijazna in uspešna ženska, ki je delala kot nepremičninska agentka na območju Miamija.
Oboževala je otroke in v času svojega izginotja je delala na ustanovitvi neprofitne organizacije za pomoč otrokom z razcepljenim nepcem. Natalie je imela tudi 3 svoje otroke, vključno z Gerardom Lopezom Belmontom, njenim bratrancem, ki ga je posvojila, ko je bil star 9 let. Lopez je bil zadnja oseba, ki je Natalie videla živo. V noči z 16. na 17. juli 2011 sta skupaj obiskala maturantsko zabavo in se v zgodnjih jutranjih urah naslednjega dne vrnila domov. Po Lopezovih besedah sta oba kmalu po prihodu domov odšla spat. Ko se je okoli poldneva zbudil, Natalie ni bilo nikjer. Lopez je prijavil svojo mamo kot pogrešano, vendar se po besedah prijateljev ni zdel pretirano zaskrbljen zaradi njenega izginotja. A en sosed je opazil, da se je Lopez obnašal nenavadno. Večkrat v naslednjih dneh jih je spraševal o njihovi varnostni kameri. Domnevno je želel videti, ali je kamera posnela kaj, kar bi lahko pomagalo pri preiskavi izginotja njegove matere. V normalnih okoliščinah bi bilo to morda povsem razumljivo dejanje za družino pogrešane osebe. Toda sosed je menil, da je bilo z Lopezom nekaj narobe. Trdil je, da posnetek ni bil dobre kakovosti in da se ni dalo veliko razbrati. Nato je posnetek varnostne kamere odnesel na policijo. Posnetek je pokazal, da sta se Natalija in njen sin vrnila domov malo po 3. uri zjutraj tisto noč, ko je izginila. 2 uri kasneje je nekdo, ki je ustrezal opisu Lopeza, zapustil hišo in premaknil Natalijin avto, tako da je bil parkiran s prtljažnikom blizu vhodnih vrat. Med 5:12 in 5:16 zjutraj. Osebo so videli, kako je iz hiše v prtljažnik avtomobila vlekla velik predmet. Po navedbah policije je bil predmet približno velikosti odraslega človeka, oseba pa je imela očitne težave pri nalaganju v prtljažnik. Nato je vstopil v avto in se odpeljal. Le nekaj časa kasneje se je vrnil, iz hiše vzel še več stvari v velikih belih vrečah za smeti in se odpeljal. Vrnil se je 8 minut kasneje. Zadnji posnetek varnostne kamere je bil zabeležen ob 7:41 zjutraj. Na njem je bila ista oseba, ki je čistila zunanjost in notranjost avtomobila. Posnetek je ovrgel zgodbo Lopeza. Ali je bil tistega jutra, ko je izginila njegova mati, buden in dejaven, ali pa se je v njegovem domu skrival nekdo, ki mu je bil zelo podoben. Šele 3 dni kasneje so Natalijino truplo našli v močvirju, manj kot miljo od njenega doma. Dokazi DNK skupaj s posnetki varnostnih kamer so bili predstavljeni kot dokaz, da je bil Lopez odgovoren za zločin. Lopez je zanikal obtožbo, vendar je bil na sodišču spoznan za krivega. Številka 8. Popoldne 9. junija 2016 so kamere CCTV v londonskem podzemlju zabeležile šokanten zločin, ki bi lahko stal moškega življenja. Prav tako so policiji zagotovile dovolj dokazov, da so zločinca privedli pred roko pravice. Kamera CCTV na postaji Bond Street na liniji Jubilee je pokazala nekaj potnikov, ki so po službi čakali na vlak domov. Nenadoma je na peron pritekel moški v beli srajci. Drug moški, prav tako oblečen v belo, se je obrnil k prišleku, vendar ga ni uspel ustaviti, preden ga je prvi moški porinil s perona. Ostali potniki so pohiteli k robu, medtem ko se je žrtev trudila priti z elektrificiranih železniških tirov. V zmedi je nasilni zločinec pobegnil. Incident se je začel na prejšnjem vlaku. David Pietrasiak se je vračal domov z grobišča, kjer je delal, ko je opazil drugega potnika, ki se je obnašal agresivno. Moški je kličal na druge potnike in je očitno pil alkohol. David se je odločil posredovati. Moškemu je rekel, naj se umiri in gre domov. Nažalost, drugi moški, kasneje identificiran kot Christopher Cole, nasveta ni upošteval. Cole je zavzel boksarski položaj in zdelo se je, da se pripravlja na to, da bo soočenje postalo nasilno. V odgovor ga je David prijel v kravato, medtem ko je moški še naprej kričal. Po nekaj trenutkih ga je David izpustil, saj je verjel, da bo Cole zdaj odnehal. Po kasnejših pričevanjih sta se oba moška vrnila na svoja sedeža. Zdelo se je, da bo s tem incident končan. David je izstopil iz vlaka na postaji Bond Street, da bi prestopil na drugo linijo. Česar ni vedel, je bilo to, da ga je Cole spremljal z vlaka. Cole je sledil svoji žrtvi gor in dol po tekočih stopnicah znotraj postaje podzemne železnice. Ko je prišel na pravi peron, je poskušal potegniti Davida nazaj proti tekočim stopnicam. David ga je odrinil in spet se je zdelo, kot da se Cole umika.
Sam se je vrnil k tekočim stopnicam in prišel na vrh stopnic, preden si je očitno spet premislil. Posnetki varnostnih kamer so ujeli Cola, kako teče nazaj navzdol po tekočih stopnicah, ki vozijo navzgor in na peron. Takrat je potisnil Davida na tire. Tiri so bili pod elektriko in David je kasneje povedal, da je čutil elektriko, ki je tekla skozi njegovo telo. Nosil je čevlje z gumijastim podplatom, kar ga je morda rešilo pred resnejšimi poškodbami zaradi toka. Bil je omotičen in si je zlomil prst, vendar je bil dovolj priseben, da se je uspel povzpeti s tirov. Manj kot 30 sekund kasneje je v postajo pripeljal vlak. Ko je bila policija obveščena o incidentu, je Cole že pobegnil s kraja zločina, vendar zaradi obsežnega sistema kamer v podzemni železnici ni trajalo dolgo, da so ga izsledili. Obsojen je bil na 10 let zapora. David ni bil huje ranjen, je pa utrpel hude podplutbe in duševne težave, s katerimi se je še vedno soočal ob izreku kazni. Številka 7. Po dolgem velikonočnem vikendu so se zaposleni v sefih v londonskem Hatton Gardenu vrnili na delo in ugotovili, da je nekdo izvrtal luknjo v njihov trezor. V enem najbolj znanih ropov desetletja je bilo ukradenega za milijone funtov nakita, zlata in gotovine. Policija je bila poklicana na kraj Hatton Garden Safe Deposit Limited zjutraj 7. aprila 2015. Stavba je stala v središču Hatton Gardena, londonske četrti, znane po trgovini z nakitom. Mnogi trgovci, ki so delali v okolici, so svoje blago hranili v tej ustanovi zaradi varnosti. Zdaj so neštetim sporočili, da so jim ukradli premoženje. Preiskovalci so se hitro lotili dela in začeli sestavljati, kako je do zločina prišlo. Zadnji del dejanja je bil lahko viden. Nekako so tatovi uspeli priti do podzemnega trezorja pod prometnimi londonskimi ulicami. Nato so se soočili z debelimi jeklenimi vrati s kombinirano ključavnico. Namesto da bi jo poskušali odpreti, so uporabili diamantni sveder, da so prebili kar skozi steno. Luknja je ostala, vendar je bilo malo drugih dokazov. Prstnih odtisov niso našli, trdi diski varnostnih kamer v stavbi pa so bili ukradeni. Vendar je bilo veliko drugih posnetkov varnostnih kamer iz okolice. Prvi del preiskave je vključeval pregledovanje 100 ur posnetkov, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo. Policija je izvedela, da se je zločin začel kmalu potem, ko je depo zaprl svoja vrata ob koncu tedna, 2. aprila 2015. Kmalu zatem se je na prizorišču pojavil neopazen bel kombi. Dan prej so se pod cesto ožgali električni kabli. To ni imelo nobene zveze s samim zločinom, vendar bi vsak, ki bi videl delavce na tem območju, seveda domneval, da so tam zaradi električnih težav. Nihče ni opazil ničesar sumljivega, ko je tolpa tatov vstopila v stavbo in se skozi jašek dvigala spustila v klet. Takoj po polnoči 3. aprila se je v stavbi sprožil alarm. Prišel je varnostnik, vendar zunaj ni opazil nobenih znakov vloma in ni smel vstopiti v stavbo brez prisotnosti policije. Policija se ni pojavila in varnostnik je preprosto odšel domov. Ob 8. zjutraj so moški zapustili stavbo, vstopili v svoj kombi in se odpeljali. Naslednjo noč so se vrnili in odšli malo po 6. uri zjutraj 5. aprila. Menila bosta še 2 dni, preden bo policija obveščena o kraji. Kombi, ki so ga ujeli varnostne kamere, se je zlil z množico belih delovnih kombijev na londonskih ulicah. Toda prav posnetki varnostnih kamer pred ropom so policiji dali prvo sled. Večkrat so v bližini opazili značilnega belega Mercedesa s črno streho in aluminijastimi platišči. Izgledal je dovolj nenavadno, da je pritegnil pozornost policije. Ko so preverili, kdo je lastnik vozila, so ugotovili, da pripada Kennyju Collinsu, tato v 70 letih z obsežno kriminalno preteklostjo. Naslednji korak je bil, da so Collinsa dali pod nadzor. Preko varnostnih kamer in telefonskih zapisov so policisti ugotovili, da je bil v stiku z mnogimi drugimi starejšimi kriminalci. Ko so imeli imena, so policisti lahko primerjali videz in hojo moških na posnetkih varnostnih kamer iz ropa s sumljivci. V avtomobile osumljencev so namestili prisluškovalne naprave in policisti so prisluškovali pogovorom, kjer so se moški hvalili, da so izvedli enega največjih ropov na svetu. 19. maja, 6 tednov po ropu, so udrli na 12 naslovov in tolpa je bila aretirana. 4 moški, vključno s Collinsom, so priznali krivdo za svojo vlogo v zločinu.
Še 4 so se soočili s sojenjem in bili prav tako spoznani za krive. Številka 6. Septembra 23. je po vsej državi potekala iskalna akcija z zapornikom, ki je pobegnil iz zapora v zahodnem Londonu v Angliji. Daniel Califf je 3 dni bežal pred oblastmi, medtem ko so varnostne kamere spremljale njegovo gibanje. Califf je nekdanji vojak britanske vojske, ki je bil odpuščen maja 23. Obstajali so dokazi, da je pošiljal skrivnosti in zaupne informacije agentom iz Irana, zato so ga aretirali zaradi kršitve zakona o uradnih skrivnostih. Sprva je bil izpuščen na prostost in mu je bilo dovoljeno vrniti se na bazo, vendar je pobegnil in bil 3 tedne na begu. Nato so ga ponovno aretirali in ga zadržali v zaporu H.M. Wandsworth, kjer je čakal na sojenje. Medtem ko je bil za zapahi, se je Califf spoprijateljil z drugimi zaporniki in si uspel najti delo v kuhinji. Vendar Califf v Wandsworthu ni bil zadovoljen in si je želel, da bi ga premestili v drug zapor. Trdil je, da je uprizoril poskus pobega, saj je mislil, da bo to dovolj, da pritegne pozornost oblasti. Ni bilo, zato je moral storiti nekaj resnejšega. Zjutraj, 6. septembra 23. so pazniki opravili običajni pregled in ugotovili, da ena oseba manjka. Hitro so ugotovili, da manjka Califf. Nekaj po 7:30 zjutraj je pobegnil iz zapora. S posebnim pasom, narejenim iz kuhinjskih ponv, se je pripel na spodnji del zaporniškega tovornjaka za hrano. Tovornjak je brez težav odpeljal in bil že na ulicah Londona, ko so sprožili alarm. Policija ni potrebovala dolgo, da je našla tovornjak. Voznik ni imel pojma o slepem potniku in je policiji dovolil preiskati vozilo. Našli so zanko, vendar Califfa ni bilo nikjer. Začelo se je vsedržavno iskanje. Njegove slike so se pojavile v časopisih in na novičarskih kanalih. Objavili so tudi posnetek tovornjaka iz varnostnih kamer. In to je pripeljalo do prve sledi. Ženska, ki se je peljala skozi Wandsworth, je videla moškega v beli majici in roza rokavicah, kako se je skotalil izpod tovornjaka s hrano, ki je bil viden na posnetku varnostnih kamer. Takrat ni imela pojma, kaj gleda, a ko so se novice o pobegu iz zapora bolj razširile, je ugotovila, kdo je bil ta moški. Namig je policiji dal izhodiščno lokacijo za začetek iskanja. Več dni so po zahodnem Londonu potekale iskalne akcije s pomočjo psov slednikov in policijskih helikopterjev. Javnost je poslala več namigov, policija pa je uspela zbrati posnetke varnostnih kamer, ki so dokazovali, da je Califf ostal na tem območju. Končno so policisti zjutraj 9. septembra prejeli namig, ki jih je pripeljal do tega, da so ujeli zločinca. Čez noč so ga opazili na območju Chiswicka. Policija je sledila tej in drugim obveščevalnim informacijam, ki so jih pripeljale v Norholt. Policist v civilu je nato opazil pobeglega, ki je vozil kolo in ga prijel. Califf je bil vrnjen v zapor, kjer so njegovemu seznamu obtožb dodali še beg iz zakonitega pridržanja. Sprva je zanikal vse obtožbe, vendar je sredi sojenja priznal pobeg iz zapora. Policiji je povedal, da ni vedel, da je pobeg iz zapora nezakonit. Kasneje so ga spoznali za krivega vohunjenja za Iran in ga obsodili na 14 let in 3 mesece zapora. Številka 5. Bile so zgodnje jutranje ure, ko se je ženska v Ohaju zbudila in zagledala, da avto njene hčerke gori pred njenim domom. Posnetki varnostnih kamer na posestvu in hitra reakcija policije so pomenili, da je bil storilec kmalu za zapahi. Posnetki kamere pred domom Twitch streamerke Kylie Carter so zgodaj 16. maja 2023 zaznali nekaj nenavadnega. Kamera je gledala na mirno stanovanjsko sosesko, kjer so ljudi redko videli zunaj tako zgodaj zjutraj. Kamera je pokazala moškega s klobukom in kirurško masko, ki se je približal avtomobilu parkiranemu pred hišo, ter na pokrov motorja položil nekaj, kar je izgledalo kot opeka. Odšel je, a se je čez nekaj trenutkov vrnil z vedrom, iz katerega sta štrlela 2 palici. Vedro je postavil na opeko, nato pa je moški prižgal palici in pobegnil z prizorišča. V nekaj trenutkih je improvizirana naprava zajela celoten sprednji del vozila v plamenih. Kylie ob času incidenta ni bila doma, sta pa bila tam njena mama in hišni ljubljenčki. Na srečo je njeno mamo prebudil hrup in je opazila plamene. Delo njene hčerke, ki je na Twitchu v živo prenašala igranje videoiger, je v preteklosti že prineslo zalezovalce, zato je bila ženska zaskrbljena, da bi lahko zunaj čakal kdo nevaren.
Ostala je v hiši in poklicala nujno številko, medtem ko je opazovala, kako se plameni približujejo stavbi. Policija in gasilci so hitro prispeli ter pogasili požar, še preden je lahko zajel več kot le ograjo pred hišo. V incidentu nihče ni bil poškodovan, vendar to policija ni ustavilo, da ne bi čim prej poskušala najti storilca. Ni trajalo dolgo, preden so v avtomobilu nedaleč od hiše našli sumljivo osebo. Moški je videti, kot da se pretvarja, da spi v svojem vozilu, ki je bilo parkirano ob cesti v stanovanjskem naselju. Moški je trdil, da je pripeljal iz New Yorka in da je na poti k prijatelju, ki živi v Ohaju. Ustavil se je okoli polnoči, ker je bil utrujen in si je želel malo zadremati, vendar je spal dlje, kot je nameraval. Policija je bila takoj sumničava glede njegove zgodbe, še posebej, ker je imel moški oblečena popolnoma enaka oblačila kot oseba na varnostnem posnetku. Bil je aretiran in identificiran kot Farhan Jamil. Jamil je priletel v Ohio iz New Yorka in s seboj prinesel opremo potrebno za njegov zločin. Po kasnejših poročilih je sledil Kylie na Twitchu in ji pošiljal denar. Ko je ugotovil, da ima fanta, se je počutil prevaranega in se je odločil za maščevanje. Oktobra 23. je priznal krivdo za svoja dejanja in bil obsojen na 46 mesecev zapora. Številka 4. Ko so policiste prvič poklicali v denarni depo v podeželskem Kentu v Angliji, niso imeli pojma, da bodo razrešili največji rob gotovine v britanski zgodovini. Celoten rob so posnele varnostne kamere in trajala bodo leta preiskav, preden bodo zločinci privedeni pred roko pravice. Depot Securitas v Tunbridge je bil eden redkih centrov po Angliji in Walesu, kjer so shranjevali nove in neuporabljene bankovce za Banko Anglije. V depoju je bilo uvedenih veliko strogih varnostnih ukrepov, da bi zaščitili tako denar kot tudi ljudi, ki so tam delali. Toda vse do leta 2006 noben od teh varnostnih ukrepov ni bil nikoli preizkušen v praksi. To se je spremenilo 21. februarja tistega leta. Med vožnjo domov iz službe je Colina Dixona ustavil nekdo, ki se je izdajal za policista. Iz nekega razloga ni upošteval protokola, ki mu je nalagal, da naj izstopi iz vozila, šele ko je na policijski postaji. Strinjal se je, da sede na zadnji sedež policijskega avtomobila in šele takrat je ugotovil, da je nekaj narobe. Obenem so kriminalci za tarčo vzeli tudi Colinovo ženo in otroka, ter ju vzeli za talca, da bi zagotovili, da bo zločin potekal gladko. Colin je privolil sodelovanje zaradi njihove varnosti. Kriminalce je odpeljal nazaj v skladišče, kjer so jim dovolili vstopiti. Sprva so drugi delavci mislili, da gre le za vadbeno vajo, a kmalu so ugotovili, da temu ni tako. Varnostne kamere so pokazale, kako so kriminalci zvezali delavce v skladišču in nalagali velike količine bankovcev v tovornjak, ki so ga pripeljali s seboj. V 1 uri in pol so v tovornjak naložili skoraj 53 milijonov funtov, nato pa so delavce zaprli v denarne kletke in jih zapečatili v notranjosti. Odšli so okoli 2:45 zjutraj 22. februarja. Ko so bili delavci prepričani, da so na varnem, so pobegnili iz kletk in obvestili policijo. Sledila je obsežna preiskava, ki je odprta še danes. Eden prvih dokazov v primeru je bil posnetek varnostnih kamer iz skladišča. Policija je pregledala ne le posnetke z neropa, ampak tudi posnetke iz tednov pred njim. Policiji je uspelo najti stavbo, kjer je bil Colin, preden so ga odpeljali v skladišče zaradi ropa. Našli so osnovni načrt skladišča. Bilo je jasno, da je šlo za notranje delo. Varnostni posnetki iz skladišča so razkrili notranjega človeka. Nekaj mesecev pred ropom je v skladišču začel delati moški po imenu Amir Hisinaj. Varnostni posnetki pa so ga prikazovali, kako se obnaša nenavadno. Stoji pred vrati, ne da bi šel skozi njih, in se obrača pod čudnimi koti. Opazoval je stavbo, policija pa je kasneje našla vohunsko kamero, ki je bila pritrjena na njegov pas in uporabljena za izdelavo zemljevida skladišča. Ko je policija zaprosila za informacije o tej zadevi, so začeli prihajati namigi. In ko so prihajali namigi, je policija lahko identificirala moške, ki so bili vidni na posnetkih. Ujemali so se po telesni zgradbi, nekateri pa so imeli celo hojo, ki je bila zlahka prepoznavna v primerjavi z drugimi. Junija 2007 so se začela sojenja 8 osebam, vpletenim v zločin. Domnevni glavni organizator Lee Murray ni bil eden izmed teh ljudi.
Po zločinu je skupaj s pajdašem Paulom Allenom pobegnil v Maroko. Oba so na koncu izsledili. Murray je bil zaradi svoje vloge v zločinu zaprt v Maroku, medtem ko je Allen kazen odslužil v Združenem kraljestvu. Policija pa verjame, da je vsaj ena oseba, ki je bila vpletena v zločin, še vedno na prostosti. Zato lahko vsak, ki ima kakršnekoli informacije, pokliče na številko Crime Stoppers 0800 555 111. Številka 3. Ko Amy Lord ni prišla na delo, so njeni prijatelji in sodelavci vedeli, da je nekaj narobe. Tisti dan so jo prijavili kot pogrešano osebo, vendar njenega trupla niso iskali dolgo. Prav tako pa policija ni potrebovala veliko časa, da ujame odgovorno osebo. Amy je bila stara komaj 24 let, ko je 23. julija 2013 izgubila življenje. Bila je bistroumna in prijazna mlada ženska, ki je delala kot strokovnjakinja za spletni marketing v Bostonu. Tistega jutra, ko je bila napadena, je imela načrt, da gre pred službo v telovadnico s sodelavcem. Ob 5:38 zjutraj je zapustila svojo stanovanjsko stavbo, vendar ji ni uspelo priti do telovadnice. Ko Amy ni prišla v službo, so se njeni prijatelji začeli skrbeti. Tudi družinski člani je niso mogli priklicati, zato so jo prijavili policiji kot pogrešano. Eden prvih dokazov, ki jih je policija zbrala v primeru, je bil Amen avto. Ure preden je kdo sploh opazil, da je pogrešana, je policija prejela klice o zgorelem vozilu v južnem Bostonu. Ko je bila Amy prijavljena kot pogrešana, je policija uspela povezati avto z njo. Naslednja sled je prišla iz Amyjinih bančnih izpiskov. Iz njih je bilo razvidno, da je dopoldne obiskala 5 različnih bankomatov in dvigovala denar. Policija je lahko pridobila posnetke nadzornih kamer z teh bankomatov, na katerih je bilo videti Amy z ranami na obrazu. Za volanom njenega avtomobila je bil tudi nekdo drug. Osebe na kameri nikoli niso jasno videli, vendar je policija vedela, da je to oseba, ki jo iščejo. Nažalost so medtem, ko je policija zbirala te dokaze, prišli do še enega odkritja. Imagino Negibno Taylor so našli v Hyde Parku. Večkrat je bila udarjena z rezilnim predmetom. Preiskava pogrešane osebe je zdaj postala nekaj resnejšega, vendar je odkritje policiji dalo novo lokacijo za iskanje. Policija je pregledala pot med krajem, kjer so našli Amino truplo in avto, ter iskala bencinske črpalke, kjer bi lahko storilec kupil gorivo. NATO so pregledali posnetke varnostnih kamer z teh območij in iskali Amin avto. In res, okoli 8 ure zjutraj se je nekdo z Aminim avtom ustavil na bencinski črpalki pri bližnjem križišču. Posnetek iz trgovine z alkoholom ni dal dobre slike moškega, je pa pokazal, da se je pogovarjal z drugo osebo. Ta oseba je kasneje stopila naprej in identificirala moškega kot Edwina Alimanija. Ni minilo dolgo, preden je bil Alimani spet v težavah s policijo. Medtem ko je bila preiskava v primeru Amy še vedno v teku, je policija prejela klic o zelo podobnem dogodku, ki se je zgodil drugi ženski. Kaylee Ballantyne je živela le nekaj korakov od Aminega doma. Ko se je 23. julija pozno po noči vračala domov iz nočne izmene, jo je napadel nekdo, ki se je nasilno prebil v njeno stanovanjsko stavbo. Uprla se mu je in ga uspela brcniti v roko, medtem ko je vihtel orožje. Poškodoval se je in pobegnil s kraja dogodka. In Kaylee je uspela poklicati pomoč in so jo odpeljali v bolnišnico. Policija je znova zbrala posnetke varnostnih kamer iz okolice stanovanjske stavbe. Posnetki so pokazali moškega, ki si je srajco ovil okoli glave in zapustil območje. Moški je imel značilne tetovaže, ki so se ujemale z Alimanijevimi. Le nekaj časa kasneje je Alimani vstopil v isto bolnišnico, kjer so zdravili Kaylee. Reševalec je obvestil oblasti, saj sta se njegova rana in videz ujemala z opisom, ki ga je podala Kaylee, in bil je aretiran na kraju dogodka. Na sodišču so ga spoznali za krivega in obsodili na dosmrtni zapor. Številka 2. Paul Allen je skušal spremeniti svoje življenje, ko ga je grozljiv napad skoraj stal življenja. DNK, posnetki varnostnih kamer in iPad, najden v reki Temzi, so postali ključni dokazi pri reševanju primera. Allen je bil eden izmed kriminalcev, zaprtih zaradi ropa skladišča Securitas, saj je priznal svojo vlogo v zločinu in je odslužil 6 let zaporne kazni, preden je bil leta 2016 izpuščen na prostost. Sprva se je vrnil v južni London, kjer je odraščal, vendar so ga grožnje s smrtjo prisilile, da je preselil svojo mlado družino.
Do leta 2019 je živel v severovzhodnem Londonu na območju Woodford s svojo partnerko in majhnimi otroki. Večji del 11. julija 2019 je bil dan kot vsak drug. To pa se je spremenilo okoli 23 ure. Alan je bil v svoji kuhinji, ko so krogle priletele skozi okna v prikličju njegove hiše. Bil je dvakrat zadet, enkrat tudi v vrat. Njegova partnerka je bila v času napada doma in je takoj obvestila oblasti. Prepeljali so ga v bolnišnico in zdravniki so mu uspeli rešiti življenje, vendar je ostal paraliziran od prsi navzdol. Medtem ko so hiteli reševati Alanovo življenje, se je z mesta zločina odpeljal avtomobil Renault Captur. Ena prvih sledi, ki jih je policija zbrala v tem primeru, so bili DNK dokazi z mesta dogodka. Streli so bili izstreljeni iz sosedovega vrta. Ko je policija tam preiskala ograjo, je našla sledi DNK dveh moških, Daniela Kellyja in Louisa Aherna. Kelly in Ahern sta bila poklicna kriminalca. Njuni kazenski evidenci sta večinoma vsebovali vlome in druge kraje. To je bilo prvič, da sta bila vpletena v kaj tako resnega. Toda, ko je policija začela preiskovati ta dva moška, so bili vse bolj prepričani, da sta bila odgovorna za napad. Po pregledu posnetkov varnostnih kamer so opazili Renault Captur, ki je zapuščal prizorišče zločina, in ga izsledili do podjetja za najem vozil. Zapisi so pokazali, da ga je najel Stuart Ahern, Louisov brat, le nekaj dni pred napadom. Vsi trije moški so bili aretirani, vendar je policija nadaljevala z zbiranjem dokazov. Še en ključni dokaz so našli s pomočjo Louisa Aherna. Iz kakršnega koli razloga se je Ahern odločil priznati, da je bil na posestvu v času zločina. Trdil je, da je verjel, da so tam zgolj zato, da bi si ogledali posestvo zaradi vloma in da ni vedel za nobene načrte o nasilju. Povedal je, da so kasneje, potem ko so se odpeljali s kraja zločina, ustavili na določeni cesti in da je izstopil iz avtomobila, da bi se nadihal svežega zraka. Kelly je izginil proti reki Temzi in se kasneje vrnil, ne da bi povedal, kam je šel. Policija je ta trenutek že videla na varnostnih kamerah, zdaj pa so mu posvetili več pozornosti in detektivi z detektorji kovin so odšli na obalo reke, saj so verjeli, da bi Kelly tam lahko odvrgel orožje. Namesto tega pa so našli iPad, prekrit z blatom. Forenzična ekipa je iz naprave uspela izveči SIM kartico, ki je zagotovila še več digitalnih dokazov, ki so povezovali vse tri moške med seboj in samim zločinom. Motiv za zločin nikoli ni bil ugotovljen, vendar je sodnik verjel, da je bil finančne narave. Vsi trije moški so bili vpleteni v druge zločine pred napadom na Alana, vključno z ropom v muzeju v Ženevi, ki je bil prav tako posnet s kamero. Moške so kasneje aretirali, ko so poskušali prodati ukradeno lastnino policistu pod krinko, in vsi trije so bili spoznani za krive zarote za odvzem Alanovega življenja, čeprav je sodnik komentiral, da so morda bili vpleteni še drugi. Vsak od treh moških je bil obsojen na kazen od 30 do 40 let zapora. Številka 1. Anna Yingying Zhang je bila stara komaj 26 let, ko je nekega junijskega popoldneva leta 2017 izginila brez sledu. Le s pomočjo posnetkov varnostnih kamer je policiji uspelo ugotoviti, kaj se je zgodilo. Jingjing Zhang je bila bistrumna in marljiva mlada ženska, ki je odpotovala v Združene države Amerike na študij. Diplomirala je kot najboljša v svojem letniku na univerzi in magistrirala na Pekinški univerzi. Aprila 2017 je odpotovala v Združene države Amerike kot gostujoča raziskovalka na Univerzi Illinois v Urbana-Champaignu. Osredotočala se je na preučevanje fotosinteze in produktivnosti pridelkov. 9. junija je imela načrt podpisati najemno pogodbo za stanovanje bližje univerzi. Ob 13:39 je agentu poslala sporočilo, da bo zamudila in da je ne bo do 14:10. Ta čas je minil, a nje še vedno ni bilo na spregled. Ob 14:38 je nepremičninski agent poslal sporočilo in jo vprašal, kdaj bo prispela, vendar ni prejel odgovora. Ni minilo dolgo, preden so njeni prijatelji začeli skrbeti zanjo. Ker je niso mogli priklicati, so jo tisti večer prijavili kot pogrešano osebo. Njeno iskanje se je začelo takoj. Policija se je o njenih načrtih pozanimala pri nepremičninskem agentu in pregledala posnetke varnostnih kamer na poti, po kateri bi Ying šla od svojega stanovanja do kraja srečanja. Za potovanje bi potrebovala 2 avtobusa. Posnetki varnostnih kamer so pokazali, da je Ying prvi del poti opravila brez težav.
Okoli 13:50 je izstopila iz prvega avtobusa. Za trenutek je počakala na postajališču za drugi avtobus, nato pa ugotovila, da avtobusna linija do njenega stanovanja ustavljena na nasprotni strani ceste. Posnetki varnostnih kamer so ujeli Yen Jingjing, ko je poskušala ustaviti avtobus, vendar voznik ni ustavil, saj je bila na napačni strani ceste. Odpravila se je do drugega postajališča, da bi počakala na naslednji avtobus. Medtem ko je hodila, je mimo pripeljal črn Saturn Astra, kmalu zatem pa so varnostne kamere ujele isto vozilo, ki se je vrnilo in ustavilo poleg študentke. Videli so jo, kako se je za trenutek pogovarjala z nekom v avtu, nato pa je vstopila v vozilo. To je bil ključen namig, ki je policijo na koncu pripeljal do storilca. V okolici je bilo registriranih zelo malo vozil, ki so ustrezala opisu, zato je policija metodično preverila vsako posebej. Na koncu so prišli do moškega po imenu Bent Christensen. Sprva so ga zaslišali in trdil je, da je bil ves dan doma, na dan, ko je izginila Jingjing. Toda Saturn Astra, parkiran pred njegovo hišo, se je popolnoma ujemal s tistim na posnetku varnostne kamere. Celo poškodba na pokrovu platišča je bila enaka. Ko so ga ponovno zaslišali, je Christensen povedal, da je na dan, ko je Jing izginila, peljal Aziko, vendar je ta panično odreagirala, ko je zavil narobe, zato jo je izpustil iz vozila. Sploh ni vedel, da je ta ženska ista oseba, ki so jo iskali, in ni vedel, kje je. Policija tej zgodbi ni verjela. Njegovo dekle je bilo bolj prepričano, da ni storil ničesar, in je ponudila, da bo nosila prisluškovalno napravo, da bi dokazala njegovo nedolžnost. Tedni so minevali brez kakršnih koli obremenilnih dokazov, vendar je 29. junija, medtem ko sta se udeleževala spominskega pohoda za Ying, priznal njej, da je on odgovoren. Christensen je kasneje svojemu dekletu povedal, da je Ying pripeljal v svoje stanovanje, kjer jo je napadel in ji vzel življenje. Trdil je tudi, da je vzel življenja še drugim ženskam in da je bila Ying njegova 13. žrtev. Preiskovalci so lahko potrdili, da ta del ni bil resničen, vendar je bil prvi del priznanja točen. Ponoven pregled njegovega doma je razkril dokaze DNK, ki so potrdili, da je bila Ying tam napadena in poškodovana. Christensen je bil na sojenju spoznan za krivega in obsojen na dosmrtni zapor. Kasneje je bilo razkrito, da se je znebil telesa Ying v smetnjaku, ki so ga izpraznili 3 dni po njenem izginotju. Njeni posmrtni ostanki pa še vedno niso bili najdeni. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb za všeček. Prav tako ne pozabite se naročiti in klikniti zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.